Dobar dan vsem. Rabimo zdaj Newtonov gravitacijski zakon zato, da izračunamo, koliko velja gravitacijski pospešek na enem planetu ali nasplošno na enem nebesnem telesu. Torej, tukaj imamo naš planet, bi lahko bila tudi Luna, Sonce, zdaj bo rekel planet. Torej, ki ima eno maso m velik in ima en polmer r velik. Tukaj blizu površja imamo eno telo z maso m majhen. Rečem blizu površja, ker če je daleč, potem tam daleč je drugačna vrednost za gravitacijski pospešek. Torej, blizu površja ta masa in tukaj se vprašam, kolikšen je gravitacijski pospešek. Torej, ta masa in planet se privlačita z gravitacijsko silo. Lahko zanimivo opaziti, da ti dve sili sta enaki, sila, s katero planet privlači telo in s katero telo privlači planet, sta enaki. Se lahko zdi čudno na prvi pogled, ampak če pomislite, torej ta sila, kaj je teža telesa. Tudi telo privlači planet z takšno silo, kolikšna je njegova teža, samo da tista sila na tako velikem planetu skoraj nima vpliva v bistvu, ne? Torej, sedaj je formula za gravitacijski zakon, sem samo malo menil simbole, torej, gravitacijska konstanta, zmeri tisti simbol. Namesto m na m2 sem dal m velik, m majhen. Ulomljeno sem dal tukaj r velik na drugo. Tudi kolikšna je razdalja med tema dvema masama? Mi v resnici moramo gledati razdaljo med težiščema in težišče planeta je v središču. In ta masa je blizu površja in torej razdalja med težiščema je prav polmer planeta. Z druge strani vemo kot posledica drugega Newtonovega zakona, da teža je masa krat gravitacijski pospešek. Ta je nič drugega kot teža, ne? In torej je masa, ta masa tukaj, krat gravitacijski pospešek. Torej, ta dva izraza sta enaka, postavimo, da sta enaka, ker sta oba privlačna sila. In vidimo se krajša masa telesa, ker je jasno, ker ta gravitacijski pospešek ni odvisen od tega, kakšno telo smo tukaj izbrali, in smo dobili formulo. Gravitacijska konstanta krat masa planeta ulomljeno polmer planeta na drugo. Sedaj ne bom govoril o enem planetu, bom govoril o Soncu. Zračunamo gravitacijski pospešek na Soncu. Torej, polmer Sonca je 96.000 kilometrov. Masa Sonca je 1,99 krat 10 na 30 kilogramov. Se vprašamo, kolikšen je gravitacijski pospešek. To pretvorimo v znanstveni zapis. Torej, kot prvo, ko moramo dati eno število med 1 in 10, bomo dali 6,96. In sedaj s čim ga pomnožimo? Dovolj, da pomislim na to. To je nekaj več kot 6. To je nekaj več kot 600.000. Torej, da pridemo od sem do sem, smo pomnožili z 100.000. 100.000 je 10 na 5. Samo da to je še v kilometrih, mi hočemo, da je v metrih, standardna enota. Kilometr je 1000 metrov, torej 10 na 3. Torej, tukaj bomo povečati eksponent za 3. Namesto 10 na 5, 10 na 8, zato da imamo v metrih. Sedaj rabimo formulo tukaj. Gravitacijska konstanta dam tukaj vrednosti. Masa Sonca 1,99 krat 10 na 300 kilogramov, tukaj polmer Sonca 6,96 krat 10 na 8 metrov, ampak ne smemo pozabiti, da gre na drugo. Vse to v oklepaju na drugo. Sedaj damo skupaj te številke in potence od 10 posebej. Torej 6,67 krat 1,99. In sedaj ne smemo pozabiti, da tukaj gre na drugo. Torej 6,96 na drugo. Sedaj, potenco 10, 10 na minus 11, 10 na 30 in tukaj, ne smemo pozabiti, gre na drugo, 10 na 8, na drugo je 10 na 16, tukaj v imenovalcu. Ja, tudi tukaj se enote, tukaj ta kilogram se je krajšal z drugo potenco, tukaj od kilograma, ostane Newton, kvadratni meter, ulomljeno kilogram, vse skupaj ulomljeno, tudi tukaj moramo dati na drugo, meter na drugo, ta meter na drugo gre proti s tem. Če vi tukaj zračunate z znanstvenim žepnim računalnikom, dobite to vrednost, nič več 2,74.
Tukaj, kaj naredimo s potencami od 10? Torej, tukaj je minus 11 plus 30, kar je deljenje, je minus 16. Torej, minus 11 plus 30 minus 16. In dobite, da je 3, torej 10 na tretjo. Tukaj imamo še newton na kilogram, torej napišem E na ulomljeno kilogram krat newton. Namesto newton napišem kilogram, meter, ulomljeno sekunda na drugo. To pride prav iz Newtonovega zakona, sila je masa krat pospešek, torej enota mase kilogram krat enota pospeška, ki je meter na sekundo na drugo. Kilogram se krajša, ostanejo metri na sekundo na drugo, kar je prav, ker je prav en pospešek to. In ostane še to, nič več 274 krat 10 na tretjo, torej premaknemo za 3 mesta vejco, dobimo 274 metrov na sekundo na drugo. To je gravitacijski pospešek na Soncu. Nas lahko še zanima, da ga primerjamo z zemeljskim gravitacijskim pospeškom, torej naredimo enostavno razmerje. Ta vrednost, ulomljeno gravitacijski pospešek Zemlje, ki je 9,8 metrov na sekundo na drugo. Nizka enota gre proč. In če vi to zračunate, prije približno 28. In to se tudi sliši, bi lahko rekli, to, da je 28G, se sliši okoli reči, da je toliko in toliko G. Tista primerjava z gravitacijskim pospeškom Zemlje. Zdaj ne gleda to, tukaj smo rabili ta simbol, potem pride zmeda, samo to se sliši govoriti okoli, ne, da je toliko in toliko G. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.